Naša kmetija se nahaja v Novem mestu, 800 metrov od centra Novega mesta. Ukvarjamo se z prirejo mleka, krompirja in ostalih pridelkov in te ponujemo doma na sami kmetiji preko mlekomata, avtomata za tekoči sladoled, multimata ter seveda nekaj tudi neposredno iz roke prodajemo na kmetiji. Tako da se vse temelji nekje na prireji mleka. Imamo pa registriranih tudi kar nekaj dopolnilnih dejavnosti. Najprej smo začeli zažganje kuho, sedaj pa predvsem oddajanje piknik prostora in pa dvorane za praznovanje rojstnih dni in druga poslovna in družabna srečanja. Kmetija obsega zemljišča, ki so tudi na območju Nature Gorjanci. In sicer na Gorjancih imamo 4 hektarje lastnih kmetijskih zemljišč, travnika, ki ga kosimo enkrat letno in tisto krmo spravimo v dolino na kmetijo in jo porabimo na kmetiji. Krmo uporabimo za posladek kravam molznicam zaradi njenega posebnega okusa, tudi nekoliko bolj strukturne vlaknine in na ta način povečujemo zdravje naših živali, pa seveda tudi presušenim kravam in tudi telicam, da bi za svojo strukturno vlaknino imele čim bolj razvite prebavila. Na travniku pa od pomladi do pozne jeseni nabiramo tudi zelišča. Spomladi začnemo z trobenticami, vijolicami, smrekovimi vršički, regradovimi cvetovi, robidovimi vršički. Vse to namakamo sproti v žganje. Jeseni to odcedimo, stisnemo še in potem dosladkamo in ponudimo na tržišče kot pakirani izdelki zeliščnega likerja z nazivom rožice z Gorjancev. Kmetija je vključena v ukrepe kmetijsko-okoljskega podnebnega programa. V okviru teh ukrepov smo se zavezali, da bomo vsako leto pustili en del zemljišča nepokošen in ga bomo pokosili potem v času naslednje košnje, nekje je to 10%. V ukrepu kmetijsko-okoljskega podnebnega programa sem od začetka tega 7-letnega obdobja, predtem pa je bil kmetijsko-okoljski program, predtem pa tudi SKOP oziroma KOP in ostali ukrepi. Se pravi, to zemljišče imamo v lasti kmetije od leta 2001. Sama zgodba nakupa zemljišča v Toki Gori najprej je bila samo v tem, da bi imeli 20 arov površine, na kateri bi si lahko za prvomajske praznike na lastni parceli spekli čevapčiče, kot tradicionalno turistična točka Novomeščanov. Ker takšne parcele nismo dobili, smo dobili že na samem začetku 1 hektar in 80 arov veliko parcelo, ki smo jo seveda morali kupiti, plačati, potem smo pa dodali še z 2 parcelama po približno 1 hektar, tako da skupaj Toki Goro obdelujemo 3,5 hektarja površine, nekje 40 arov od teh dodatnih površin pa je še gozdnatih. Od dokupljenih zemljišč, se pravi 1 hektar dokupljenih zemljišč, je bil povsem zaraščen. Prvotno je bil travnik, ki se je kosil, vendar v zadnjem obdobju, se pravi zadnjih 10-20 let pred našim nakupom, ga ni nihče vzdrževal, kosil. Potem smo na ta račun odstranili vso zarast, prevladovala je predvsem leska. To ni bilo enostavno požagati, vendar to smo uspeli in tudi ta del vključili v ohranjanje biotske raznovrstnosti Toki Gor na Gorjancih. Prvo leto, ko smo odstranili ta zarast, pa smo nekaj bal, mrve raztrosili prav po tem novem urejenem območju, da smo zasadili, se pravi, da smo na nek način omogočili, da narava ohrani tukajšnjo rastlinje, ne pa kakšne sorte, ki bi jih kupili nekje v kakšni trgovini. Ljudje, obiskovalci, pa tudi stranke zelo rade so postrežene z kozarčkom zeliščnega likerja rožice z Gorjancev. Zelo rade pa si izberejo tudi poseben izdelek, ki ga delamo občasno, in sicer iz zelišč, pravzaprav iz končno trave skupaj z zelišči, ki jih nakosimo tukaj, izdelamo posamezne okrasne travnate izdelke, ki so predvideni za kopalnice in ti v času, uživanja človeka v banji pod tušem, oddajajo prijetne vonjave, tako da je malo občutek človeka, kot da bi bil na Gorjancih.
Naslednja dejavnost kmetije, ki je tudi zelo pomembna in je vključena tudi ta travna ruša, ki jo pridelamo na teh površinah, na Gorjancih, je, da odrasli in ostareli, ki pridejo kot varovanci na kmetijo, izdelujejo tudi sami kakšne izdelke iz te travne ruše, pa tudi končno grejo med to travno rušo, jo povohajo, se pravi seno, ki ga pridelamo in pripeljemo v dolino in iz tega kaj izdelujejo. In ti starostniki posebej občudujejo po eni strani sestavo te travne ruše, kot tudi spomine, ki jih imajo iz otroštva. Glavni pridelek na kmetiji je A2 mleko. To mleko je posebno po svoji sestavi, nima A1 beta-kazeina, ki je alergen za posamezne snovi. S tem, da potem, ko krave prejmejo še v svojem krmnem obroku trave iz Gorjancev, je to mleko še posebej slastno. In seveda, drugi cilj kmetije, ki je ohranjanje narave, ohranjanje okolja, tudi biotske raznovrstnosti. Zato mi je pomembno, da imamo nek kotiček znotraj kmetije, ki ni ravno majhen, na katerem brez slabe vesti ohranjamo, zmanjšujemo pridelek in ohranjamo tisto, kar je pomembno krajanom, meščanom, Slovencem.